Lep pozdrav, spoštovani predstavniki medijev, hvala za odziv in pa dobrodošli na izjavi predsednice Republike Nataše Pirc Musar o aktualnem dogajanju. Mislim, da veste, o čem bo govora, tako da predsednica, izvolite, beseda je vaša. Ja, en lep dober dan seveda tudi v mojem imenu. Kot veste, sem v ponedeljek prejela vabilo predsednika vlade na delovno srečanje, ki sem ga seveda takoj sprejela, tako kot vedno do sedaj. Srečanje se mi je nedvomno zdelo koristno zaradi aktualnega mednarodnega dogajanja in nekaterih odprtih notranjepolitičnih tem, o katerih sem se seveda želela pogovoriti. O temi pogovora najprej nisem bila seznanjena, po danes zjutraj objavljeni izjavi predsednika vlade pa so iz njegovega kabineta sporočili, da bo tema pogovora, citiram, aktualnosti, predvsem ta imenovanja, konec citata. Srečanja se bom ob 13. uri udeležila. Na današnjem sestanku sem se s predsednikom vlade želela pogovoriti o možnosti, da Državnemu zboru v imenovanje za guvernerja Banke Slovenije predlagam magistro Sašo Jazbec. Po 4 krogih intenzivnih pogovorov s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci sem kljub prizadevanjem, da bi skupaj našli novega kandidata ali kandidatko, ugotovila, da koalicijske stranke ob neomajnem nareku Gibanja Svoboda vztrajajo pri podpori magistri Jazbec. Zato sem v dobro delovanja Banke Slovenije kljub pritiskom in upravičenim pomislekom, ki sem jih prejemala vse od oktobra lani, želela ponovno opraviti ta pogovor. Lahko mi verjamete, da sem nad izjavami predsednika vlade zgrožena, saj kažejo na nespoštovanje in nerazumevanje načela delitve oblasti, razočarana pa sem tudi po človeški plati. Zato moram podati še nekaj dodatnih pojasnil. Prvič. Evropska centralna banka ne odloča o povišanju izdatkov za obrambo in varnost. Področje izdatkov za obrambo države sodi na področje fiskalne politike, ki se oblikuje na ravni posameznih držav članic Evropske unije in Evropske komisije, Evropska centralna banka pa izvaja pristojnosti z področja denarne politike in praviloma poskusi najti soglasje, da glasovanje o odločitvah iz pristojnosti banke ni potrebno. O področju obrambnih izdatkov držav odloča fiskalna politika, torej vlade posameznih držav. To je poudarila tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. To bi predsednik vlade seveda moral vedeti, zato me njegove izjave zelo skrbijo, saj v tem zahtevnem obdobju kažejo na nerazumevanje osnovnega delovanja politike, političnih procesov ter pomena delitve oblasti ter delovanja neodvisnih institucij. Drugič. Nedržavotvorno je takšno neargumentirano obračunavanje predsednika vlade o tako pomembnih postopkih preko medijev, je politično nezrelo izsiljevanje. Od nekdaj verjamem v nujnost argumentiranega dialoga v politiki. Pogovor v politiki nikoli in nikdar ni in ne sme biti izguba časa. Moja vrata so bila vedno in ostajajo še naprej odprta za pogovor. Prav tako ne morem pristati na prelaganje odgovornosti, odgovornost za delovanje države, njenih institucij in blaginjo ljudi je skupna in ne more biti individualna, saj, tako verjamem, živimo v demokratični pravni državi. O podpori koalicije oziroma Gibanja Svoboda magistri Jazbec sem bila seznanjena preko medijev, kljub temu, da so bili vsi povabljeni na razgovor. To je bilo nespoštljivo do institucije predsednika države, kar sem tudi odkrito povedala, predvsem pa me je zmotilo sleherno zavračanje pogovora o katerihkoli mojih drugih predlogih. O tem sem želela govoriti tudi s predsednikom vlade, ki je tudi predsednik največje koalicijske stranke, a me je 2-krat zavrnil. Tretjič. Vsled vsega tega sem zgrožena nad trditvijo predsednika vlade, da usklajevanje v procesih imenovanj ni potrebno.
Takšno stališče je nenavadno, v določenih okoliščinah in razmerah, kot jih vidimo na Zahodu, v vzhodnji Evropi in Bližnjem vzhodu, pa tudi nevarno. Sprašujem se, čemu so po njegovem mnenju torej namenjeni pogovori s poslanskimi skupinami, ki so jih doslej opravljali vsi predsedniki držav. V postopku imenovanja ima predsednik države vlogo predlagatelja, Državni zbor pa vlogo glasovalca o predlogu. Vlada v to enačbo ni vključena in to z razlogom, saj gre v primeru Banke Slovenije za institucijo, ki mora delovati popolnoma neodvisno. Državnemu zboru sem svoj prvi predlog obrazložila. Tišina v razpravi pred zavrnitvijo predloga je bila pomenljiva in zaskrbljujoča. Argumentov, zakaj dr. Rop kljub svojim izkušnjam ni primeren kandidat za položaj, nisem nikoli slišala. Od glasovanja v Državnem zboru sem opravila več krogov pogovorov z vsemi poslanskimi skupinami. V njih sem pojasnila svoje razloge za predlog, pojasnila pa sem tudi zadržke in pritiske, ki so se vrstili glede magistre Jazbec. Četrtič. Ostro zavračam očitke, da ne zmorem opravljati svoje naloge in da Državni zbor ni mogel razpravljati o novih predlogih, ker jih nisem imela. To absolutno ne drži. Vsakič, ko sem v 4 krogih posvetovanj odprla temo guvernerja, sem naletela na koalicijski zid, da naša podpora ostaja pri Saši Jazbec. Ko sem glede tega izrazila pomisleke in v razmislek predlagala rešitev, sem tudi pri tem, kljub trudu, naletela na zaprta vrata. Iz spoštovanja do kandidatov pa v Državni zbor ne bom kar tako pošiljala predlogov, če se o njih nihče ne želi niti pogovarjati, kaj šele usklajevati. Zato sta vedno potrebni 2 strani. Petič, o kandidatih, na katerih se lomijo kopja politike. Proti magistri Saši Jazbec osebno nimam nič. Je strokovnjakinja na področju javnih financ in proračuna. V tem delu je tudi izstopala od drugih prijavljenih na javni poziv. Formalno z moje strani nikoli ni bila predlagana v razpravo poslanskim skupinam. Potem, ko je njeno ime zaokrožilo po medijih, so se name vrstili pritiski in tudi argumentirani pomisleki o domnevnem konfliktu interesov. Iz spoštovanja do nje ter odgovornosti do postopka in svoje vloge v njem sem z njo opravila 2 pogovora. Popolnoma zadovoljivih pojasnil nisem prejela, ampak, še enkrat poudarjam, sem se še naprej pripravljena pogovarjati. Ob tem moram izpostaviti, da je politizacija postopka in javno medijsko obračunavanje pripeljalo do skrajnosti, ko kompetentni kandidati za ta položaj in tudi nekatere druge kljub prepričevanju ne želijo več dati soglasja k kandidaturam, saj ugotavljajo, da so strokovnost ali izkušnje praktično nepomembne. To podžiga negativno selekcijo in odvrača najkompetentnejše kandidatke in kandidate ter na prvo mesto postavlja zgolj in samo izvoljivost ali politično bližino. Ker razprave o strokovnosti in kompetencah praktično ni, to najboljše ljudi odvrača od postopkov, kar resnično obžalujem. Predsednik vlade s takšnimi nepotrebnimi nastopi te razmere samo še dodatno poglablja. In šestič, o pomenu dialoga in žlahtnosti politike, ki je spoštljiva in državotvorna, navkljub različnim svetovnim nazorom in manj politično preračunljiva. Ja, predsednik vlade me je kot politik razočaral. Zrela in državotvorna politika je ekipni šport, skupen trud nas vseh, ki so nam ga zaupali volivke in volivci. Iz današnjega nastopa pa pravzaprav vidimo, da predsednik vlade državotvornost vidi zgolj konfrontacijsko, kadar ima kdo drugačno stališče ali ko izrazi pomisleke. Veste, če to sodi v predvolilno leto, na to pristajam, ampak vseeno ostajam trdno zavezana pogovorom in moja vrata bodo vedno ostala odprta za dialog. Hvala lepa.
Hvala, gospa predsednica. Sprejeli bomo še eno vprašanje. Kolegi iz medijskih vrst so bili zelo usklajeni in so hitro določili sogovornico, tako da gospa Meta Roglič, 1-1, izvolite. Predsednica. Zdaj rekli ste, da s predsednikom vlade ste se želeli pogovoriti o možnosti, da predlagate za guvernerko Sašo Jazbec. Bo to še vedno predmet pogovora oziroma je še vedno možnost, da jo predlagate, ali je mogoče ta intervju s premierjem na to kaj vplival? In kot drugo me zanima, se bodo vajini odnosi sedaj še ohladili oziroma ohladili? Še enkrat poudarjam, da sem vedno odšla na sestanek, nikoli ga nisem odpovedala in ga tudi danes ne bom. In ne glede na to, kaj je predsednik vlade danes v medijih rekel, se bom o guvernerju Banke Slovenije pogovorila z njim, rada bi mu osebno povedala svoje pomisleke in ga vprašala seveda za njegovo mnenje. Mislim, da je prav, da bo na tem pogovoru snel kapo predsednika vlade in se z menoj pogovarjal kot predsednik stranke. Namreč tu pri imenovanjih na najvišje politične funkcije je odgovornost političnih strank v parlamentu. Pri varuhu celo širše od koalicije. Tako da ja, o tem se bom pogovorila s predsednikom vlade. Zdaj, o hladitvi odnosov, jaz bi si želela, da bi bili seveda boljši. Vsi lahko opazite, da dobri niso, sama pa se bom še naprej maksimalno trudila, ker je meni ena stvar popolnoma jasna. Jaz sem tukaj za Slovenijo, ne zase, in ne delam tega v svojem imenu in tako bom ravnala še naprej. In še enkrat bom poudarila, politika je sprejemanje kompromisov, politika je pogovor, politika je dialog tudi takrat, ko je težko, ali pa predvsem takrat, ko je težko, je treba najti politično zrelost, se usesti za mizo in odprto pogovoriti. S tem svojim načinom dela bom nedvomno nadaljevala. Hvala. Anže Božič, pa v tebi. Predsednica, mene pa zanima, ko govorite o pomislekih do gospe Saše Jazbec, kaj so te pomisleki, mi tega nikoli od vas doslej nismo še slišali. Kaj je ta konflikt interesov, o katerem govorite, kaj je torej zadržek do Saše Jazbec? Tudi danes vam o tem ne bom še javno spregovorila, vendarle bi se želela o tem prej pogovoriti tudi s predsednikom vlade. Sem se pa sama seveda zelo poglobila v primernost kandidatov pri Banki Slovenije, predvsem v bančnem svetu sami zelo dobro veste, da je fit and proper ocena tista, ki je izjemno pomembna, ali lahko nekdo zaseda tako pomemben, tako visok položaj. Sama sem se poglobila v to, na spletni strani imate javno objavljeno matriko Evropske centralne banke o fit and proper in čez to matriko sem seveda sama šla. Hvala lepa, hvala gospa predsednica in s tem zaključujemo to izjavo. Želimo vam lep preostanek dneva. Hvala lepa vam za udeležbo. Svijanje.